Okay, v tem drugem delu bom pravzaprav imel dva sklopa, pa bosta malo krajša, tako da ne bom predolg. Ker se ukvarjate pa z drugimi gradivi, se pravi ne nujno zvočnimi posnetki, ampak za posnetki, ki so na voljo v simbolični obliki, se pravi lahko so to notografije ali pa na končni fazi besedila. Tako da tukaj bom rekel raziskovalno, mogoče nismo toliko veliko nekih inovativnih pristopov naredili, smo pa precej stvari implementirali pa poskušali narediti tako, da bi rad predstavil kaj od tega. Tako da, jasno, simbolični zapisi, zdaj, če govorimo o GNI-ju, so predvsem, kar se tiče glasbe, notni zapisi, ki so lahko izvirajo že iz starih rokopisov, ki so bili prepisani na roke ali pa seveda so transkripcije, ki jih ves čas tudi na inštitutu delajo in zapisujejo. Tako da, kaj bi seveda želeli početi z notnimi zapisi ali pa s takimi simboličnimi zapisi, prva stvar je seveda iskanje. Po njih, se pravi, če govorimo o iskanju po melodiji ali delu melodije, je neka logična stvar, ki bi jo želel tukaj počenjati. Lahko bi pa seveda tudi druge stvari iz tega izpeljevali, se pravi primerjave, neke podobnosti računali med posameznimi pesmimi ali melodijami, variantami, če tako rečem, ali pa neke vzorce. Tako da vsega tega smo se malo dotaknili v svojem delu. Spet, če mogoče se malo vrnem, kaj se v svetu na tem simboličnem delu dogaja, spet se vračam na tole evalvacijo algoritmov Mirex, ki vsako leto se izvaja za te algoritme. Tukaj več ali manj, če govorimo, mogoče malo manj je stvari, kot smo jih prej videli za zvočne posnetke, se pa recimo veliko v svetu seveda še vedno dela na primerjavi, se pravi podobnosti melodij, kdaj sta si dve melodiji podobne, kdaj je nekako to zračunati na nek pameten način. Potem pa v bistvu na recimo iskanju po takih zbirkah, kar bom tudi danes malo pokazal, se pravi query by singing pomeni, da zapojemo pač tisto, kar iščemo in želimo najti pač ta posnetek. Query by tapping pomeni, da pač nek ritem, bom rekel, udarimo in poskuša najti podoben ritem v neki zbirki. Podobne zadeve, kar bom se majčkeno dotaknil danes, je tudi iskanje nekih tem ali pa sekcij v korpusih, se pravi nekih stvari, ki se v nekem širšem korpusu lahko ponavljajo, pa iščemo v bistvu vse pesmi, ki vsebujejo neke melodične vzorce ali pa kaj podobnega. To recimo je ena taka tema, ki se precej pojavlja vedno, se pravi iskanje vzorcev, kakšni vzorci so v tem mojem korpusu, kateri se pojavljajo in potem analiza teh vzorcev, če govorimo o melodijah ali pa harmonijah. Kar se pa v bistvu sicer v manjši meri, ampak smo tudi mi nekaj na to temo delali, bom predstavil na hitro, je pa tudi kakšni naj bojo uporabniški vmesniki za take zbirke pa arhive, ki imajo tovrstne podatke. Se pravi, kdo je sploh uporabnik takih arhivov, kaj bi rad tiskal, kako bi rad tiskal, zakaj bi rad tiskal. Ker niso seveda nujno samo raziskovalci na inštitutu uporabniki takih arhivov, ampak so tudi drugi. In pač načrt nekih uporabniških vmesnikov za te skupine je smiseln. Tako da mi smo skoraj pravzaprav po vseh teh točkah nekaj naredili tudi s tem gradivom, ki ga tukaj imamo, pa bi zdaj predstavil kaj in kako. Mogoče preden grem na to, kaj smo delali, je še kako so sploh te zapisi predstavljeni zdaj konkretno na GNI-ju. Oni več ali manj za zapis transkripcij uporabljajo pač neko komercialen program, mislim, da verjetno še vedno, Sibelius. Tako da to je komercialen program, ki zadeve zapisuje v nekem lastnem formatu, ki ga ne moreš direktno prebrati. Na srečo pa seveda obstaja možnost pretvorbe teh zapisov in kar smo mi pravzaprav uporabljali, če čisto povem, je MusicXML, ki je v bistvu nek format, ki temelji na XML-ju, namenjen je pa pač zapisovanju dejansko notografij, se pravi vseh informacij, ki jih rabimo za to, da lahko neko notografijo tudi prikažemo. Se pravi, vsebuje tako informacije o notah, ki se pojavljajo, kot tudi vse druge informacije, ki jih rabimo za to, da to noto znamo zrisati. Se pravi, to je XML, če poznate pač kaj XML je, to je pač tekstovni zapis, kjer imamo zadeve pač z nekimi značkami predstavljene, da se ga enostavno prebrati, je kakor toliko standarden in recimo iz Sibeliusa se da direktno izvažati, pa tudi iz večine drugih programov direktno izvažati v MusicXML. Primeren je seveda za strojno obdelavo. Mi smo tega uporabljali v vseh teh spletnih orodjih, ki smo jih tukaj razvili, zato da znamo v bistvu melodije prebrati oziroma notografije prebrati.
da jih znamo tudi prikazati do neke mere, da znamo po njih iskati. Za osnovo uporabljamo pač Music XML. Lahko bi uporabljali, zadnje čase se precej uveljavlja, to samo omenjam, tudi MEI, ki je Music Encoding Initiative, ki je pač ena iniciativa, ki jo razvijajo, bom rekel, sočasno z Music XML-om, je tudi bazirana na XML-ju, da se pretvarjati za enega drugega, tako da kar se mene tiče, jaz ne vidim nekih hudih razlik med eno pa drugo. Tako da toliko, pretvorili smo te simbolične zapise tudi v MIDI za lažje predvajanje na spletu, se pravi MIDI je pač nek format, ki vam omogoča lažje predvajanje, ampak to samo omenjam. Okay. Drugačne notografije so pač zapisane, noter je zapisano besedilo, zapisano je melodija ali več glasje, seveda če več glasje, imamo neke metapodatke gor, kar je mogoče posebnost, ker pač kot etnomuzikološka zapisovanja ali pa transkripcije je pa, da je vse transkribirano v G-dur, kar mislim, da je, nisem etnomuzikolog, izvira še tam od Bartoka ali pa ne, mogoče še prej, vsaj kakor jaz vem, da se vse v G-ju transkribira, pa velikrat imajo potem te notografije na koncu nekaj, čemur rečejo tonus finalis, kar pomeni, to je pa pač tisto originalno zapet tona, ne. Ta zadnji, da se ve, v čem je bila pesem res zapeta ali pa zaigrana. Kar pa seveda pri strojni obdelavi je spet neka posebnost, ki jo moraš sicer znati izločiti, ker če zdaj jaz delam iskanje po melodiji, seveda ne želim tega tonus finalisa upoštevati kot melodijo. Zdaj, to je včasih enostavno, če je zadeva lepo označena, v smislu tukaj, TF, ampak seveda ni vedno enako označena, pa ni vedno tako lepo označena, pa potem seveda prideš do tega, da imaš lahko napake pri iskanju zaradi tega. Ampak okej. Drugače pa seveda same zapise enostavno brati, in s tem ni težav. In zakaj smo mi to uporabljali? Seveda najbolj osnovna stvar, ki smo jo delali, je iskanje na podlagi pač melodije ali pa nekega notnega zapisa, ki ga pač uporabnik vnese. In to je v bistvu vdelano tako v tisto spletno mesto Etnomuza, ki je bolj interne narave, kot tudi v spletno mesto Etnofletno, ki smo ga pač pred časom, mislim, da 2015, kot rezultat projekta Etnofletno pač objavili. In omogoča v bistvu iskanje na podlagi not. Zdaj, kako to izgleda, lahko mogoče kar pokažem, sprav Etnofletno. Drugače, kolikor niste še pač nikoli šli na to spletno mesto, samo na hitro, da ga malo pokažem. Sprav v tem, kolikor jaz vem, je objavljen trenutno, mislim, da cirka okoli 200 zapisov iz te večje zbirke Etnomuza. Seveda lahko iščemo po nekih metapodatkih, če želimo, ne, in seveda bomo dobili pesmi, ki ustrezajo nekemu povpraševanju, tekstovnemu, pa te metapodatki so lahko del naslova ali pa česa drugega. Imamo tukaj pesmi, seveda pesmi lahko predvajamo, lahko tudi več informacij, vključno z notnim zapisom, melodije. In tako dalje dobimo, vidimo lahko lokacijo, kje je bila zadeva posneta, nekaj metapodatkov o posameznih pesmih. In to je neka osnova te predstavitve, lahko se tudi pojavimo v sistem, pa imamo potem komentarje, pa svoje playliste, pa priljubljene, pa podobne stvari. Tako da take stvari lahko počnemo. Zdaj pa ni nujno seveda, da iskanje je samo tekstovno, zdaj iskanje imamo lahko tudi več drugih. Zdaj eno tako, ki je bolj sicer zanimivo za če se kje druge nahajate, je, da lahko iščete pesmi, ki so bile recimo v vaši okolici posnete, če ste z mobilnim telefonom nekje pa tole gledate. Lahko vidite, kaj je bilo tam, kaj je značilno ali pa bilo tam posneto, kjer se nahajate. Zdaj smo pač v Ljubljani, pa vidimo tako. Ali pa seveda imate iskanje po melodiji. To je pa to, kar sem zdaj govoril. Se pravi, lahko pač vnesem neko melodijo, da si bom pač nekaj izmislil. Mora pa ne bo. Recimo na ta način, lahko bi jo tudi upisal v neki notaciji, ki pač ima neke svoje posebnosti, ali pa jo takole zaigram. In lahko seveda zdaj sprožim iskanje in potem najdem pesmi, ki nekako imajo noter to melodijo. Zdaj, kaj pomeni, da imajo noter to melodijo, je pa mogoče fajn, ali pa te note, ne, je pa mogoče fajn razložiti, zdaj, kako to iskanje poteka, ne, zdaj, vprašanje je prvič, če sem to zdaj zapisal, verjetno bi lahko rekel, ne vem, v kateri tonaliteti sem to zapisal sem par not, ne. Vidim, da sem naredil pač eno veliko terco, pa eno malo sekundo vmes. Ampak verjetno želimo, da je to iskanje neodvisno od
od transpozicije tega. Ne? Se pravi, da to želimo iskati na vseh tonskih višinah, ker uporabnik verjetno niti ne ve, da je vse v geju transkribiran. Zakaj bi moral to vedeti pravzaprav? Ne napiše melodijo, kakor želi in zna, v C-duru, z aritmena ali čemorkoli, mi pa želimo iskati neodvisno od tega. Tako da, vsekakor, kar se tiče več glasi, tukaj nismo imeli težav, ker so bile že same transkripcije narejene enoglasno, tako da tukaj se nismo kaj dosti tem ukvarjali. Drugo, bolj pereče vprašanje je, ali so dolžine not pri takem iskanju važne ali ne. Mi zdaj v ta konkreten iskalnik nas ne zanimajo dolžine not. Lahko bi nas pa. Pač algoritem zna eno ali drugo, ampak tukaj smo zaenkrat udelali iskalnik, ki se ne ukvarja s tem, koliko so note dolge. Torej poišče to isto stvar, tudi če bi bil to četrtinke ali pa osminke, ali pa če bi bil ritem čist po svoje plesu, ali pa če bi bile pavze vmes. To je zdaj stvar odločitve seveda tega, kaj zdaj uporabnikom bolj prav pride, ampak zaenkrat smo se odločili, da bo to delalo na ta način. In pa ta zadnja stvar, ali želimo najti samo res melodije, ki imajo točno, bom rekel, te intervale not, ne? Ali želimo mogoče vendarle tudi približno iskanje, se pravi, da najde take, ki mogoče na prvem mestu take, ki imajo točno to zaporedje not noter, na drugem, tretjem mestu ali pa pozneje pa take, ki so vsaj ene podzaporedja tega imajo noter. In seveda odločili smo se, da bi imeli tudi približno iskanje, tako da ampak vse lahko poskusimo pogledati, tukaj imamo ta prvo pesem, ki temu ustreza. Zdaj sem pa se že pozabil, kaj sem tam vtipkal seveda, ne. Ne bomo iskali. Nima čist enake, a jaz vidim. Je sam približno. No, sej, bomo šli na to, mogoče sem si izmislil nekaj, kar ni v zbirki. Kako ta zadeva deluje, ne, mogoče še kar se tega iskalnika tiče. Vzeli smo eno zelo standardno tehniko, nismo se mi izmislili, ki se velikokrat uporablja pri takih iskalnikih in to je iskanje z N-grami. Kaj to pomeni z N-grami? Pomeni, da si izberemo neko dolžino 3 grame, 4 grame, kakorkoli grame želimo in si v bistvu zapomnimo vse pojavitve, vse variante pojavitev te dolžine not. Se pravi, če bi si izbral 3 grame, bi to pomenilo, da si izberem intervale po 3 zaporednih not, se pravi rečemo, tukaj je seksta na gor, pa terca na dol, tukaj pri teh 3 notah imamo terco na dol, pa kvarto na gor in tako dalje. Se pravi, v bistvu si zapomnim vse pojavitve takih kratkih koščkov. Potem pa, če zdaj jaz napišem eno povpraševanje, ki je recimo tako, ga tudi razbijem na take kratke koščke in potem gledam, ali se oba dva koščka pojavita v tej osnovni melodiji. In seveda, več kot se jih pojavi, više v rang lestvici mi je ta skladba, bolj se mi zdi podobna temu. To je v bistvu neke vrste tako enostaven algoritem za približno iskanje, ker pač indeksiramo vse N-grame, jih damo v nek indeks in zelo hitro lahko poiščemo za neko melodijo, ali se te njeni N-grami, se pravi kvarta gor, pa sekunda dol, pojavijo tukaj. In zdaj recimo tole, kvarta gor, pa sekunda dol, verjetno lahko vidimo, a je tale, tam ima malo sekundo, tukaj imamo je tudi, tako da tale recimo bi bil že to prav pojavitev za te prvega. Pa še za te drugega bi lahko najdel. In tako v bistvu rangiramo te rezultate. Ko dobimo rezultate. Ok, tako da indeksiramo v bistvu 3 do 5 not, pač imamo različne indekse, pa je pa odvisno od velikosti povpraševanja, kjer ga vzamemo. Preko vseh skladb, se pravi, če damo odgovor na prejšnje vprašanje, smo neodvisni transpozicije, ko samo intervale si zapomnimo, ne indeksiramo trajanj, to, kar sem že rekel, trajanje je vse in kakšno je not. In pri več glasih, zdaj tukaj jih nimamo, ampak algoritem je narejen tudi, da jih zna obravnavati, pač obravnavamo vsak glas posebej, če imamo to informacijo, če pa nimamo, pa pač zgornji glas vzamemo. Tako da to je nek tak standarden pristop, ki ga zdaj recimo tukaj lahko uporabljamo za iskanje. Mogoče, kar je še bila neka odločitev, ki smo jo mogli sprejeti, je, kako sploh uporabniku dati možnost, na kakšen način on lahko vnaša melodijo. Zdaj, tukaj smo se odločili za to možnost, ki jo tukaj vidite, se pravi, uporabnik lahko, če pozna notacijo, pač tipka, če hočemo, lahko tipkamo,
In na ta način podamo pač povpraševanje, lahko seveda pa tukaj nekako pišemo in podajamo. Ne. Lahko si tudi predvajamo to, kar smo zapisali. Ne. In potem to uporabimo za iskanje. Tako da tukaj bi bilo možnosti še več različnih, ta se nam je zdela nekako najbolj taka dostopna. Za nekoga, ki išče po melodiji, verjetno predpostavljaš, da vsaj nekaj ve o notnem zapisu ali kaj podobnega, da zna v bistvu tako povpraševanje podati. Zdaj druga stvar je bila pa, s katero smo pa tudi nekaj časa se ukvarjali, pa na koncu nismo našli neke zadovoljive rešitve takrat, zdaj bi bila pa mogoče že boljša, je pa kako prikazati note v brskalniku, ne, se pravi te notografije. Zdaj Sibelius sam po sebi, v katerem se tukaj vnaša notografija, ima svojo rešitev, pač nek plugin za brskalnik, ki potem zna to prikazati, ampak na tom ni bilo všeč, ker uporabnik si mora pol nekaj namestiti v svoj računalnik, zato da lahko to gleda in to ni preveč prijetno ali pa prijazno. Zato smo v bistvu rajš naredili nekaj, kar ste mogoče videli, pa je zgleda malo korno, in to je, da smo tukaj pri podatkih o posamezni pesmi sicer dali neko tako približno predstavitev te melodije, in to v bistvu ni slikca, ampak se dejansko izriše v brskalniku z JavaScriptom, ni to bistvena zdaj ta stvar, zato v bistvu mogoče ne zgleda tako najlepš tale majhen preview. Dočim za te veliko notografijo, to pa se pokaže slika, ki smo jo pač naredili ven iz Sibeliusa, dejansko je to slika. Zdaj, zakaj meni slika ni preveč všeč kot rešitev? Jaz bi strašno rad tukaj v tej rešitvi pokazal to, kar sem prej iskal za manj melodijo, ki smo jo iskali. Tega zdaj ne moramo narediti, če imamo sliko, zaradi tega, ker ne moramo zdaj na sliki najti tega. Če bi pa zadeve interaktivno zrisali, pa bi se v bistvu to dal narediti in v bistvu razvoj gre naprej, dejansko se pojavljajo neka JavaScript okolja, ki lahko v brskalniku izrišejo note same od sebe in postajajo čezdalje boljše, čezdalje lepše, tako da mislim, recimo tole zdaj ni slika, ampak se izriše v brskalniku na podlagi MusicXML, recimo vhoda. Zadeve ratujejo že zelo lepe in dejansko bi pri takem izrisu lahko recimo označili pol note, ki smo jih našli kot podlago iskanja, kar bi bilo recimo za uporabnika fajn, da vidi sploh, zakaj je tak rezultat. Tako da, če bi zdaj etno-fletno še kaj popravljali, bi lahko spet mogoče naredili stvari lepše pa boljše. Ampak pač tako je, enkrat stvari narediš in vzameš, kar je takrat. Tako da teh tehnologij je zdaj precej, ne bi šel vse, ampak da se zdaj že te zadeve lepo izrisovati v brskalniku na podlagi nekega MusicXML, recimo, ki je kot format uporabljen. Ok, zdaj pa kaj pa za uporabnike, ki ne znajo not, pa bi mogoče radi samo zapeli, pa kaj zaigrali, pa kaj najdeli, se pravi, zapeli melodijo, pa poskušali najti, če je to prava. Zdaj, za te smo pa v bistvu noter ugradili iskanje na podlagi zapete melodije ali po angleško query by humming, kar pomeni, da jaz lahko nekako poskušam zapeti, zdaj koliko znam je druga stvar, en začetek ene melodije in mi on pač poskuša najti to zadevo. In to smo tudi ugradili tukaj v etno-fletno v tem primeru, temu smo rekli zapoj, in bom poskusil zdaj, ne znam pet, priznam, ampak sem zato mogoče idealen uporabnik, da to poskusim, ker mogoče povprečen uporabnik tudi ne zna pet. Ampak bomo videli, če bo kaj najdel pol tega, kar bom jaz poskusil za pet. Ok, dajmo. Nekaj sem zapel, dajmo zdaj poiskati. Ok, nekaj smo najdeli. Dajmo pogledati. Ups, zakaj pa tega ni? Ok. To prvih 6 not, mislim, da sem prav zapel. Pa lahko bi poslušali tudi, če kakšen... zdaj mi je pa zgubil rezultate. No, to pa je bug. Bom še enkrat zapel. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Da vidimo, če bo še enkrat isto najdel. Ne, ni. Na začetku sem nekaj govoril in ga ti zmotil, po mojem. Dajmo še enkrat probati. Tole je malo narodno narejen. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Da vidimo. Ne, ne mara me. Ok. Zakaj pa zdaj ne najde? Pa dajmo probati enega tukaj. Problem je zdaj tega,
To zdaj ni nujno na začetku, ne? Kar sem jaz pel, tako da lahko je tudi nek usred. Samo je pa mod, da ni najdu istih. No, okay. Nisem dober pevc po tej logiki. Ampak poskušamo najti najboljš, kar lahko. Glede na algoritme, ki se uporabljajo, zdaj, kaj je problem tega iskanja, ne? Malo odvisno od pevskega talenta, od tega, ki imamo mikrofon, koliko je šuma okrog, ne, mi poskušamo izlušati melodijo iz tega, kar je zapeto. Pa predvsem iskanje je še malo bolj približno kot na podlagi not, zaradi tega, ker moramo tolerirati to, da lahko uporabnik tudi svali kakšno noto, ko poje. Tako da potem so rezultati mogoče včasih tudi malo bolj kreativni, ampak poskušamo nekaj najdeti, pa poskušamo recimo to približati tudi drugim uporabnikom, ne, kar se tiče tega. Okay. Kaj smo še delali? Počasi bom zdaj zaključil ta del okoli simboličnih predstavitev, pa bomo šli še na besedila. Ukvarjali smo se nekaj tudi z iskanjem vzorcev, tukaj je ena druga arhitektura, ki jo, rekel bi, računalniško gledano razvijamo v laboratoriju kot nek način analize glasbenih signalov, ki zgradi neko hierarhijo, ampak ne bi preveč v detajle šel, ampak to zadevo lahko uporabljamo za to, da iščemo neke vzorce v korpusih, recimo potencialno bi lahko iskali, kjer melodije se pojavljajo v različnih oblikah, se pravi ne točno enake, ampak z različnimi alteracijami v nekem naboru in bi potem lahko analizirali te melodije, kakšne so, za kakšne so. To zadevo recimo na Nizozemskem, ki smo že prej omenjali, Merton Institute veliko uporabljajo za to, da iščejo, katere pesmi sodijo, vsaj melodično gledano, pod isto varianto, kako so si podobne različne variante melodično ene pesmi in kje se razlikujejo in tako dalje. Tako da lahko potem na podlagi teh vzorcev nek korpus v bistvu gručimo po podobnosti, dobimo gruče podobnih melodij in jih analiziramo in gledamo, kaj se dogaja v njem. Tako da to bi tukaj bilo lahko potencialno zelo uporabno, nismo pa zdaj še čez nekih konkretnih rezultatov naredili, ker kar delamo je pač razvijamo ta računalniški model. Nimam pa še za pokazati kakšnih lepih rezultatov. Smo pa recimo sodelovali na Mirex evalvaciji, kjer smo bili kar dobro uveščeni na iskanju ponovljenih tem pa sekcij. In še zadnja stvar, ki bi jo tukaj mogoče v tem delu povedal, malo sem omenil na začetku tudi uporabniške vmesnike za iskanje. Tukaj mi smo pač etnofletno, če smo prej pogledali etnofletno, tega smo nekako namenili, bom rekel, širši publiki, če tako rečem, in smo ga delali zelo po modelu nekih komercialnih ponudnikov komercialne glasbe, recimo Deezerja ali pa podobnih. Jaz smo pač ga malo v tem smislu naredili, kar se uporabniške izkušnje tiče, pa tega, da lahko neke playliste, sezname predvajanja delaš pa podobne stvari. Dočim hoteli smo pa tudi v bistvu vedeti, kakšen uporabniški vmesnik bi pa radi mogoče imeli dejansko ljudje, ki se, bom rekel, bolj ukvarjajo s to glasbo. Tukaj je bila narejena ena magistrska naloga na to temo, ne pri nas, ampak na Naravoslovno-tehniški fakulteti, kjer je dejansko Melana, raziskovalka, naredila raziskavo o tem, ko se je pogovarjala z različnimi ciljnimi skupinami, tako mislim, da pri vas se je malo pogovarjala na GNI-ju, pa tudi z raznimi izvajalci ljudske glasbe, s folklornimi skupinami, pa za splošno javnostjo, ki bi jih potencialno zanimala uporaba nekega spletnega vmesnika za iskanje po tovrstnih gradivih. Ona je to precej analizirala in pol na podlagi tega odzivov uporabnikov naredila nek prototip, recimo nove etnomuze na spletu, ki ga imamo že celega lepo zrisanega in lepega, samo seveda ni pa še implementiran, ker zato pa rabimo resurse, ki jih ni trenutno. Tako da, ko bomo kdaj kakšen projekt lahko dobili na to temo, bomo pa naredili. Tako da tudi v tej smeri sem rekel, smo hoteli nekaj narediti, oziroma imamo v bistvu neke načrte, kako bi lahko v bistvu večji del te zbirke, se pravi etnomuza, ki je zdaj trenutno zaprte narave, dejansko tudi postavili na ven, dali na uporabo uporabnikom. Kot rečeno je pa to seveda stvar tudi nabiranja denarja, kakorkoli se to sliši. Tako ali drugače. Okay. S tem bi ta del glede simboličnih podatkov zaključil, se pravi, tukaj smo se v glavnem ukvarjali z iskanjem na različne načine, pa iskanjem vzorcev.